Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav z osrednje informativne oddaje Dogodki. Danes s posebnim namenom gostimo v našem studiu Nino Tenko, turistično vodnico, članico Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Namreč v nedeljo 21. februarja je Svetovni dan turističnih vodnikov. Res je, dober dan, lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da ste nas povabili, da vam lahko približamo oziroma vas povabimo tudi na ta naš poseben dogodek, ki bo letos v dveh delih. Zakaj gre? Imate en poseben naslov, če se ne motim, Nina, Interpretiramo Slovenijo. Stvari so malce drugačne, kot so še bile pred dobrim letom, ne? Ampak tudi vi, turistični vodniki, združenje se prilagaja z ponudbo, ne nazadnje, smo v lanskem letu podoživeli s temi voucherji, z tem, kar nekaj manj škode na turističnem področju, zlasti za tiste, ki so ponudili seveda bivalne pogoje. No, gre pa sedaj koncem tedna za poseben dogodek, povsem nov dogodek. Nina, če nam ga malo predstavite. Seveda, z velikim veseljem, najlepša hvala, da ste nas povabili. Torej, gre za virtualno spoznavanje Slovenije pod naslovom Interpretirajmo Slovenijo, kjer se bomo ob različnih urah javljali iz različnih regij. Torej, predstavili bomo celo Slovenijo, od Gorenjske, Goriške, Primorske, Štajerske, Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane, seveda tudi Prekmurje pride na vrsto. To bo virtualno, torej spletno. Seveda pa, ker je zdaj nam omogočeno z vsemi sproščanji ukrepov, bomo seveda izvedli vodenja v živo. Tudi v manjših skupinicah, seveda z predhodnjo rezervacijo, tako da vljudno vabljeni, tako na virtualno, da morda spoznate kakšno drugo regijo in seveda v samem okolju, v samem Prekmurju in Pomurju, da se udeležite kakšnega vodenja z predhodno rezervacijo na spletni naslov oziroma na telefonsko številko, torej da pridete v živo in podoživite z nami kakšne zgodbe. Namreč naslov sam Interpretirajmo Slovenijo je ravno zato zanimiv. Ne bomo govorili o nekih suhoparnih podatkih, letnicah, ki jih lahko vsak prebere v neki literaturi, ampak predvsem o zgodbah, o doživetjih, predvsem iz malo manj poznanih okolij. Torej, ne iz večjih mest, ampak iz manjših. Seveda se bomo dotaknili, ker ne moremo nikakor mimo Ljubljane. V Ljubljani, na primer, če vam lahko povem, kot zanimivost, od koder se bodo javljali ob 12. uri, bomo govorili torej o 100. obletnici Kongresa Svete alianse. Torej, iz vsake regije bomo poiskali nekaj zanimivih zgodb. Nina, glede telefona, glede seveda elektronskega naslova oziroma linkov, vse to bo tudi izpisano med najnim pogovorom. In če naredimo urnik virtualno, se bomo lahko povezali že kdaj in si to ogledali, medtem ko bodo verjetno ta živa dogajanja v živo ob nedelji, prav na 21. februar, ko je Svetovni dan. Oboje bo 21. februarja, torej virtualno in v živo, v manjših, seveda, če nam bo NIJZ v skladu z navodili in priporočili NIJZ-ja omogočil. Torej, zdaj vam še ne garantiram, da bodo ta vodenja v živo res 100%, saj sami veste, da se ukrepi spreminjajo iz danes na jutri. Upajmo, da bodo držali, tako kot ste rekli. Torej, virtualno pa bomo štartali ob 9. uri, ko se bo začela predstavljati Gorenjska. Začelo se bo z Kranjem, nato nadaljevalo Škofjeloškim pasijonom kot neka zgodba in zaključilo z Radavljico. Ob 10:30 uri se bo začelo v Mariboru, kjer se bo začela predstavitev Štajerske in Prekmurja, in v Mariboru bodo predstavili kolegi Čebeljo pot, neko novo, urbano doživetje, ki ga bomo lahko doživeli torej v centru mesta samega. Nadaljevali torej bomo z Mursko Soboto, Ptujem oziroma okolico Prekmurjem in končali v Žalcu. Približno, da vam povem, torej, kako bodo ta javljanja potekala. Potekala bodo 5 minut iz vsake lokacije, več različnih insertov. Torej, v približno urci dogajanja boste lahko videli, boste lahko doživeli z odseki 5 minut različne delčke Slovenije. 3-krat po 5 minut približno se bo vsak vodnik javil v sklopu torej predstavitve regije. Nadaljujemo z Dolenjsko,
Belo in Suho krajino, kjer bomo predstavili Novo mesto, Žužemberk, seveda Metliko in Črnomelj, Primorska in Goriška, kjer se bodo torej predstavile Slovenska Istra, Obala, Nova Gorica, ki pa bo leta 2025 tudi Evropska prestolnica kulture. Nina, zelo zanimivo, verjetno ne boste predstavljali, kot ste rekli, niti v suhoparni obliki, tudi ne verjetno podatkov, ki so dostopni, nekaj novega, vse povsod, kar bodo pripravili seveda vaše kolegice in kolegi. Kaj boste predstavili v Murski Soboti, če ni skrivnost, ali pa zadrživa tole zase, pa naj ljudje lepo ob 10. uri 10:30 vas vabimo, da se vklopite, torej virtualno v nedeljo in nas spremljate. Drugače pa res, tako kot sem dejala, vabljeni, da pridete, pogledate, nas spremljate, ker bo zelo zanimivo. Tudi sami boste v Prekmurju, ker ste vodnica za ta del Slovenije, ne? Seveda, tudi sama se bom oglašala virtualno in seveda s kolegi popoldne v živo. Če pridem takole v živo, kaj bomo videli, kam nas boste peljali po Murski Soboti in okolici? Odvisno, kateri konec si boste zaželeli. Torej, ne bomo imeli samo Murske Sobote, imeli bomo tudi Ljutomer, Lendavo, večje kraje, kot sem dejala, torej, da si bomo jih pogledali, ampak recimo tule v Murski Soboti tale center mesta, kateri je tudi zelo lepo preurejen. Čudovit pogovor, čudovito vabilo, še enkrat morda Nina Tenko, turistična vodnica, ste Mariborčanka, sicer Štajerka, to je pri nas še sprejemljivo, ne, v deželju Mure, članica seveda Združenja turističnih vodnikov. Vsem kolegom, kolegicam boste prinesli čestitke za svetovni dan turističnih vodnikov. Tudi vi ste izgubili veliko tega, predvsem tisto, tudi sam sem bil turistični vodnik, za dušo, za srce, ki prinaša na vodenje vsak turistični vodnik, ker ti, če ne prinese samega sebe, če to ne počne z veseljem, potem radi rečemo, da je potem tudi izlet, potovanje nekoliko slabše kot drugače. Torej, čestitke vam, vašim kolegom in seveda še enkrat povabilo za naše gledalke in gledalce. Najlepša hvala za vaše povabilo. Vabljeni vsi skupaj, torej, da se nam bodisi virtualno, bodisi v živo 21. februarja z nami podružite, pridružite. Vabljeni, da sodelujete, namreč v virtualnih srečanjih, v utrinkih boste lahko spoznali celo Slovenijo in pa seveda v živo vašo bližnjo okolico. Vabljeni pa tudi, ukolikor načrtujete kakšen izlet, da se prijavite preko, torej, kot že omenjenih elektronskih naslovov, telefonske številke na kakšno vodenje v živo drugje v Sloveniji, ne samo v vaši regiji, torej, ampak v okolici. Veselim se novega snidenja. Nina, v kakšni drugi priložnosti, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, današnji dogodki z seveda turistično noto in pridihom. Ostanite zdravi, srečno do prihodnjič.